slišali, na kakšen način prepoznavamo in podčrtavamo stavčni člen. Stavčni členi niso težki. V bistvu so vas že celo razredno stopnjo pripravljali na podčrtovanje stavčnih členov. Na ta način, ko so vas spraševali po delih povedi. Če vi znate odgovoriti na vprašanje po nekem delu povedi, v tem primeru že znate skoraj vse, kar se tiče stavčnih členov. Pa malo poskusimo s prvim primerom. Sosedova mačka je po noči tatinsko ukradla nekaj rezin salame. Pa vas vprašam, kdo ali kaj je po noči tatinsko ukradel in tako dalje? Sosedova mačka. Kaj je po noči sosedova mačka tatinsko storila? Ukradla je, vidite. In še recimo zadnje vprašanje, koga ali kaj je sosedova mačka po noči tatinsko ukradla? Nekaj rezin salame. In to bi bilo koga ali kaj, to bi lahko takoj povedali, da bo to predmet v tožilniku. Torej, podčrtavanje stavčnih členov ni težka zadeva, če obvladamo spraševanje po delih povedi. In zdaj se kar vprašamo. Najprej bomo začeli z osebkom. Osebek imenujemo tudi vršilec dejanja. Vršilec pomeni tisti, ki dejanje izvede. Torej, vršilec je enako osebek. Kdo je izvršil to dejanje? Sosedova mačka. Sosedova mačka, ta mrha. In počrtamo z eno črto, kako se pač počrtava osebek. Potem nadaljujemo s tem, kaj je storila. Kaj je storila mačka? Je ukradla. Kateri stavčni člen bo to? Povedek in ga tudi ustrezno podčrtamo. Je ukradla. Potem nadaljujemo do predmeta, po katerem se vprašamo. Zdaj, predmet tukaj je nekaj rezin salame in ga počrtamo z dvema črtama, kot se pač predmet počrtava. In se vprašamo, koga ali kaj je sosedova mačka po noči tatinsko ukradla? Nekaj rezin salame. V tem primeru moramo paziti, da v resnici povemo cel povedek, ne samo en košček. Recimo, ker če bi rekli nekaj rezin je ukradla, imamo problem z besedo, ki nam preostane, in to je salame. Zato je vse to cel predmet, v katerem sklonu, koga ali kaj je ukradla. Ja, to je tožilnik oziroma četrti sklon po vrsti. Zdaj pa še zadnja stvar, gremo do okoliščin dejanja. Okoliščine dejanja so pa stavčni člen prislovno določilo. Prislovno določilo podčrtavamo s črticami, nekateri rečejo stravico, tako rečejo. In če se dve prislovni določili srečata, kot se bo to zgodilo tukaj, potem se smer obrne. To se zapomnite tako, da se spomnite na kakšne brke. V to smer grejo dlake tako, ko se srečajo pod nosom, grejo v drugo smer. No, okoliščine. Okoliščine pa so čas, kdaj se je zgodilo, način, kako se je zgodilo, kje se je zgodilo in tudi spada v to vzrok, zakaj se je nekaj zgodilo. Kako se vprašamo po besedi po noči? Kdaj se je to zgodilo? Zato to podčrtamo kot prislovno določilo. Pri prislovnih določilih moramo spodaj napisati, katero je, ker so drugače 4 možnosti. Ja? Je č in to je časa. In tukaj se dve prislovni določili srečata, zato zamenjamo smer teh travic oziroma črtic. Kako se pa vprašamo po tatinsko? Kako? Na daljši način bi rekli, na kakšen način je to ta mrha ukradla. Tatinsko,
In to je pa potem prislovno določilo načina ureda. Zdaj pa nadaljujemo. V naslednji povedi imamo malenkost bolj kompliciran primer, pri katerem bomo razložili še neko dodatno zadevo. Kaj napravimo v primeru, ko nimamo osebka? Zaradi lakote gotovo ne bo umrla. Ja? In ponavadi začenjamo s povedkom, tukaj je gotovo najbolj primerno začeti s povedkom. Kaj je tukaj povedek? Pazimo in označimo cel povedek. Ne bo umrla. Glede, razlika je med tem, če mi rečemo ne bo umrla in bo umrla. Eno je zanikanje, drugo je pa trditev. Mi ne moramo izpustiti glagola tela, glagola proč. Torej, to je povedek. Potem pa imamo zaradi lakote, katera okoliščina bo to? PDV. Ja. Ker se vprašamo po njej kako? Zakaj? Zakaj gotovo ne bo umrla? Zaradi lakote in je to P, D, V. No, in tukaj v tem primeru mi nimamo vršilca dejanja. Ja? Ni osebka. Ampak vseeno lahko dokaj natančno sklepamo, kdo je osebek. Lahko bomo sklepali vse razen tega, da je mačka. Ker pač ni imenovalo. Lahko bi bila tudi oseba sama. Po noči, si predstavljam. Lačno. In pogledamo povedek in iz njega ven sklepamo čisto slovnično, kdo je to napravil. Ne bo umrla. Kaj vemo povedati v tem glagolu? Znamo določiti osebo, število in spol v tem primeru je. Ajde določimo. Ženski spol. Ednina in tretja oseba in tudi čas. Čas pa je? Čas. Evo, in imamo v trenutku precej več podatkov, kot če tega ne bi sklepali. To je storila oseba ženskega spola, nekaj sicer ne piše, da je žival, da je ena oseba, da tega ne bo storila. In to se imenuje, ko na takšen način sklepamo, kdo je to napravil, se to imenuje logični osebek. In je to logični osebek. Obstajajo pa tudi primeri, ko osebka tudi v resnici ni, in to je v primeru, da rečemo, zunaj treska ali zunaj sneži. In se ne moramo vprašati, kdo ali kaj sneži. Ne, sneg gotovo ne sneži, ne? Ni on tisti, ki to počne. Ne? In grom ne treska, ker grom je tisti, ki je treščen, razumete? In tukaj ni nekega vršilca dejanja. In zaradi tega v tem primeru dejansko osebka ni. Ga ni in si ga ne moremo zamisliti.